Pozdravljeni. Da nekatere normalne državljanke in normalni državljani spremljamo politične dogodke v naši državi Sloveniji in si želimo, da bi bile te politične odločitve in ta politična vodenja v prid človeka, državljanke, državljana, je gospa Frančiška Butolo ponovno strnila nekaj svojih misli in pogledov na te politične zadeve. Tokrat piše o koaliciji in opoziciji. Takole pravi. Opozicija naj takoj zapusti parlament. Doktor Goloba pa bi morali obtožiti veleizdaje in zapreti. Pove še, da je bil to prepovedani članek, ker so vsi mediji strogo strankarski. Nadaljuje. Naj mi slovenska javnost oprosti, ampak ljudem, ki se obnašajo pod zločinsko Golobovo vlado tako, kot se zadnja 3 leta obnašamo državljani Slovenije, na Primorskem temu rečemo mone. In mone smo, velike, ker niti s prstom ne mignemo, ko Golobovi poslanci v parlamentu sprejmejo zakon za pobijanje določenih skupin, pa davke, kakršen je zadnji, gangsterski, za dolgotrajno oskrbo. Od tega davka bodo imeli doktor Golob in še nekaj njegovih padašev kar lepo število ukradenih milijonov. Državljanke in državljani pa prav ničesar. Na začetku svojega vladanja je doktor Golob na televizijah namreč govoril, da mu denar, kak milijon recimo, ne pomeni veliko, pravzaprav ničesar. In državljani Slovenije smo mu verjeli. Ampak doktor Golob ni mislil tako, kot smo ga razumeli državljanke in državljani, da bi se zjokal, naivni. Povedal nam je nekaj prav nasprotnega od tistega, kar smo mu verjeli. Njemu res ni nič do milijona, kot je govoril ob svojem prihodu na oblast. Njega zanima kvečjemu 100 milijonov in več. In prepričana sem, da si jih je v tem svojem mandatu prislužil. V resnici so bogato subvencionirane vse škodljive, nekatere pa celo zločinske politike sedanjega vrha Evropske skupnosti. Najbolj donosna je migrantska politika, na primer ohranjanje odprtih mej za ilegalne migrante in skrb zanje, nastanitve, njihovo preživljanje, pa zdravstveno varstvo, šolanje, varovanje in tako naprej. Vse to država zagotavlja ilegalnim migrantom z zmanjševanjem življenjskega standarda večini državljanov. Takšna migrantska politika je v vrhu Evropske skupnosti zelo cenjena in zelo dobro nagrajena. Navsezadnje nikjer v ustavah evropskih držav ne piše, da je takšna migrantska politika zanje obvezna. Pa jo vendarle uveljavljajo skoraj vse vlade držav, ki so članice Evropske skupnosti. Čemu? Zakaj? Če bi nekoliko bolje pogledali v žepe vodilnih politikov držav EU-ja, bi nam bilo tako jasno. Plačani so za slabo politiko, še najbolj pa za zločinsko. Druga donosna politika v EU-ju, poleg migrantske, si prizadeva za sprotno uspešno pokončevanje nekoristnih Evropejcev.
gre predvsem za metanje na smetišče nepotrebnih in predragih starih, invalidov in večine kronično bolnih. Politika EU-ja na tem področju imenovanim prizadetim vse bolj realno uveljavlja to svojo zločinsko politiko. To počne tako, da imenovane skupine vse bolj pušča brez sredstev, brez socialne pomoči, pa tudi brez zdravstva. Tako ostane njihovo preživljanje skoraj v celoti na plečih ljubljenih najbližjih, če jih seveda imajo. Da svojcem stari ne bi uničevali življenja, ker večinoma tudi mladi niso premožni, že zdaj, komaj par dni po sprejetju zakona o pomoči pri samomoru, pri evtanaziji, številni stari državljani Slovenije, stigmatizirani, da niso koristni za družbo, v medijih prav dano izjavljajo, kako je evtanazija zanje primerna rešitev njihovih socialnih problemov. Katastrofa. Seveda pa ni brez subvencij v vrhovih EU-ja niti ta socialna politika. Tako kot migrantska, je tudi politika evtanaziranja starih bogato nagrajevana. V bistvu evtanazija zdaj pomeni razpršena množična uničevalna koncentracijska taborišča za rešitev upokojenskega vprašanja. Vse to je zelo podobno sprejemanju zakonov o koncentracijskih taboriščih kar preko noči, kot je tovrstne zakone sprejemal nacionalsocializem, da bi reševal judovsko vprašanje, seveda s koncentracijskimi taborišči, takrat še ne z razpršenimi, kot jih uvaja zdaj multikulturni globalizem. Kaj pa je drugega kot množično uničevanje določenih skupin ljudi, vse bolj drastično zmanjševanje pokojnin s podaljševanjem delovne dobe in s povečevanjem števila let za izračun povprečnega zneska za odmero velikosti pokojnine? Kaj pa je drugega kot reševanje upokojenskega problema, namerno onemogočanje zdravstvenih storitev za upokojence? Kaj pa je drugega kot reševanje upokojenskega problema, pobijanje socialno ogroženih starih v razpršenih koncentracijskih taboriščih, večinoma na njihovih domovih, pa tudi v bolnišnicah in vse bolj redkih domovih za ostarele? Vse povedano lepo kaže, kako je v sedanji politiki, ki jo vodi vrh EU-ja, mogoče zaslužiti milijone, če se ji določene države prilagodijo. In Slovenija pleše povsem po taktih vrha EU-ja. Že pred časom so na televizijah povedali, da je v Sloveniji že 78% zakonodaje prilagojene zahtevam EU-ja. Res narodno zavedno hlapčevstvo. Pa ni nihče zapustil parlamenta in tako protestiral, ker so koalicijski poslanci vlade dr. Goloba sprejeli zločinski zakon o razpršenih, uničevalnih koncentracijskih taboriščih za rešitev upokojenskega vprašanja z evtanazijo, napol samomorilsko in napol morilsko, da ne bi bili neproduktivni starčki prevelik strošek, skoraj izključno samo za svoje ljubljene bližnje. To uničevanje nekoristnih pa vodilni politiki, do zdaj še najbolj prav dr. Golob, vse bolj pospešujejo. Ampak nihče od poslancev še ni zapustil parlamenta, da bi na tak način protestiral. Vsi samo čakajo konca mandata in novih volitev, ko bodo še enkrat izvoljeni. Barabe. Obtožiti bi jih morali in pozapreti,
skoraj vse sedanje politike. Saj vsi skupaj niso podobni normalnim ljudem. Tako pravi Frančiška Butola. Se pa gospa Butolo dotakne še ene teme. O drogah v medijih ali antireklami za več otrok. In takole pravi. Pa ga imamo, hudička v jaslicah, tudi že na menda še vedno pretežno katoliškem radiju, ki ga imenuje Pepel v oči. Zdaj, naprimer danes 8. avgusta med 8. in 9. uro, ta slovenski domoljubni radio spretno maskirano vabi otroke, mlade in njihove starše, naj pridejo po prvi poduk o umetnosti drogiranja v umazano narkomansko štacuno, pa tudi, če se bodo tako odločili, po prve nevarne odmerke mamil za svoje ljubljene otroke in mladino. Ali bodo morda tudi na obroke njihove droge za otroke? V tej štacuni, kot jo imenuje, bodo otroci, mladi in njihovi starši prejeli strokovne nasvete, kako se lotiti drogiranja po vseh mednarodnih strokovnih pravilih, kakršne priporočajo ugledne največje mamilarske multinacionalke, večinoma iz Južne Amerike. Ta svetovna mafija, ki financira tudi najnaprednejši mednarodni terorizem, tudi v OZN-u, strokovno priporoča kupcem na Zahodu, zlasti v EU-ju, da se ni potrebno panično bati puhanja pri naših otrocih in mladini. Prav lepo gre skupaj oboje, da države EU zaslužijo vsako leto kako milijardo več tudi z mamili, ne samo s prekupčevanjem orožja in ljudi oziroma migrantov, ter da zmanjšajo posledice jemanja mamil pri evropskih prebivalcih od 5. do 90. leta, pogosto pa kar že v materinem blagoslovljenem trebuhu. V teh mafijskih štacunah bodo menda mafijski strokovni prodajalci še dovolj zgodaj zavarovali naše otroke in mladino pred popolno zasvojenostjo. Obvarovali jih bodo z nasveti, katere droge so najboljše, pa čeprav nekoliko več stanejo. Odlično, saj jih bodo dali tudi na obroke. Seveda pa se bo potrebno zaradi tega kdaj odpovedati stanovanju ali pa kar hiši. Pomoč teh narkomanskih mafijskih strokovnjakov v posebnih štacunah za droge vsem mladim uporabnikom je nujno potrebna, ker dom in svet potrebujeta denar za pomoč najbolj prizadetim žrtvam krivičnih družbenih ureditev, skoraj po vsem svetu. Rdeči križ in Karitas pa ogromno prispevata tudi iz zakladnic južnoameriškega opranega denarja od mamil, naprimer v nevtralni Švici. Eno takšnih mafijskih narkomanskih štacun, hvala Bogu, bi rekli na radiju Pepel v oči, imamo tudi v Sloveniji. Morali pa bi jih imeti veliko več v vseh mestih in soseskah, v vseh vaseh in celo v najmanjših zaselkih. Pomembnejše so od ambulant, bančnih in poštnih uradov. Narkomanski otroci
mladina in njihovi starši jih potrebujejo od jutra do večera, bolj kot kruh in mleko, pa še donosne so te štacune, menda v državni lasti. Te prodajalne mamil in učenja umetnosti drogiranja so namreč v veliko pomoč različnim zasvojencem z mamili, da bi jih čim več kupovali in to najdražje, kot pravijo, najmanj nevarne. Kar pa zadeva etiko in moralo katoliškega radia Pepel v oči, ta lepo skrbi za čim višjo politično moč slovenske, domnevno domoljubne, bolj desne politike. Samo zato, da bi ohranili v Sloveniji ravnovesje med vse močnejšo partijsko politiko in vse šibkejšo tradicionalno evropsko desno demokracijo, z močno domoljubno in verno desnico, moramo zdaj, menda na katoliškem radiu Pepel v oči, poslušati reklame za neškodljivo jemanje mamil in za njihovo prodajo. Izvedeli smo tudi, da bi legalizacija prodaje drog v bistvu škodovala gospodarskemu bleščečemu razvoju južnoameriških multinacionalk, ker lahko v Sloveniji že povsod ilegalno kupimo mamila. Da, tudi v štacuni, ki na katoliškem radiu reklamira pravilno uporabo drog, pa tudi njihov ustrezen nakup. In še pripiše, v nemškem tisku smo že pred desetletji lahko brali, da je vse več zakonskih parov v Nemčiji brez otrok, ker je ni večje groze od te, da imaš po 20 letih zakona v družini s 3 otroki samo še 3 za delo povsem nesposobne, invalidne, narkomane. Zastonj je za te starše vse hvalisanje države, da so se prihodki od opranega mamilarskega denarja spet povečali. Evropskih otrok je vse manj. Rešujejo pa ta problem spoštovani migrantski priseljenci. Menda svojim otrokom priseljenski starši kratijo svobodo. Tiste, ki se drogirajo, pa strašno pretepejo, katerega tudi ubijajo. Njihovih otrok, zlasti deklet, skoraj ni videti v nočnih lokalih. Tudi šole imajo najraje kar svoje, saj se v državnih šolah menda nekateri učitelji že kar javno drogirajo, med glavno pavzo na dvorišču. Vem, da tudi večina sodelavcev katoliškega radia Pepel v oči vse to dobro ve. Žal pa je denar gospodar vsega in vseh. Tako pravi Frančiška Butolo. Ko ji odgovorim, da tudi sam občasno poslušam ta radio Pepel v oči, pa mi odgovori, no, ravno nočni disko niso. Predvsem pa zadnje čase predvajajo vsaj 2 pesmi, ki reklamirata mamila. Omeni naslova Nariši črto in Vzemi vse, kar te obuja, a pazi na korake. Ni prepričana, če sta to prava naslova. Povedo pa tudi marsikaj čudnega, predvsem pa naprednega. Naprimer, ko so zvečer intervjuvali dr. Žigo Turka in je vprašanje naneslo, če meni, da je evtanazija menda napredna, je njega prav ta marksistični izraz kar vrgel v zrak. Pa tudi sicer sva oba z možem ugotovila, da je voditeljica, ki je to vprašala dr. Turka, v resnici marksistka in vneta feministka in da je to že večkrat pokazala v svojih komentarjih. Tako Frančiška Butolo.
in pove še nekaj besed o tretji temi, ki v letošnjem vročem avgustu še dodatno dviga temperaturo. Grad Snežnik ali onesnaževanje duha in okolja v Sloveniji. Takole pravi: prav čudim se, da vsa Slovenija tako trepeta od strahu pred civilizacijskim nasiljem slovenskih levičarskih multikulturnikov, ki s svojim barbarskim terorjem do narave zadnje dni uničujejo okolico grada Snežnik in neusmiljeno strašijo in tako mučijo divje živali. Civilna iniciativa? Nevladna organizacija? Kje sta? Marksistični, multikulturni plačanci različnih zainteresiranih uničevalcev evropskih kulturnih in naravnih zakladov so se množično zbrali pri gradu Snežnik, da bi zaslužili nekaj fickov s svojo umazano, tudi teroristično propagando. Razsajajo in razsajajo povsod v urbanem okolju in po najlepših kotičkih naše domovine. Nazadnje tudi najbolj v prelepi okolici grada Snežnik. Kako more biti v katerikoli državi v EU-ju sploh dovoljeno barbarsko divjanje lažnih marksističnih kulturnikov v naravnih parkih, kakršen je dejansko tudi Snežnik s svojim gradom in njegovim enkratnim okoljem? Zakaj so si marksistični, multikulturni, globalistični fašisti izbrali prav najlepše kotičke slovenske tihe in žlahtne gozdne narave za svojo totalitaristično razbojniško uničevanje najlepših delov naše slovenske domovine? Ali morda zato, da bi pokazali domu in svetu, da od slovenske kulturne zapuščine ne bo ostal več niti kamen na kamnu? Da bomo kmalu posekali naše najlepše gozdove in jih spremenili v širna polja vetrnic za pridobivanje elektrike? Najprej mora veleizdajalska vlada dr. Goloba Slovence naučiti prezirati naravo, tudi tako čudovito, kakršna je okoli grada Snežnik. Potem pa jih prepričati, da bodo dovolili brez najmanjšega odpora posekati gozdove in drevesa. Podobno, kot je župan Ljubljane prepričal svoje meščane, da lahko po mili volji seka drevesa v ljubljanskih parkih. Tako v mestu vsaj ne bo ptic, ki onesnažujejo strehe dragocenih avtomobilov. Ko je zemlja gola in prazna, pa je tudi brez vseh težav na razpolago multinacionalkam, da na njej zgradijo, kar jim najbolj ustreza, oziroma jim prinese največ dobička. Med tovrstnimi projekti so tudi številne umazane in strupene industrijske proizvodnje. Zato nikar ne mislimo, da marksistični multikulturni divjaki, ki uničujejo naše najlepše kotičke narave, kakršen je tudi prostor okoli gradu Snežnik, to počnejo zastonj. Marksistični multikulturni kapitalisti iz EU-ja in od drugod po svetu najprej podkupijo medije in kulturnike, nato vodilne politike, nazadnje pa na najlepših delih narave v določenih državah zgradijo najbolj umazane industrijske objekte. Prireditve ob gradu Snežnik so torej samo uvod v umazano in strupeno industrializacijo zaščitenih delov naravnega okolja v Sloveniji. Zanimivo pa je, da za to uvodno industrializacijo še zdrave narave največkrat poskrbijo prav politični pripadniki tako imenovanih zelenih strank,
Njihovi člani so zelenimi maskami prikriti rdeči revolucionarji, ki bi radi potisnili človeštvo v neznosno revščino, da se ne bi moglo upreti marksistični, multikulturni in globalistični politični vladajoči eliti. V Sloveniji ima te vrste revolucionarna elita sedež v Kučanovem klanu, njeno glavno kulturno ministrstvo pa se je zavleklo kar na SAZU, z vsemi njegovimi za Slovenijo, še zlasti pa za njeno kulturo, smrtno nevarnimi pritiklinami. Zdi se, da rešitve ni, kajti v vrhove desnih strank so se zavlekli najbolj pretkani prikriti komunisti. Poleg tega pa so vse glasnejši tudi pripadniki turna svobode molčanja, ki v vseh medijih poudarjajo, kako nujno je potrebno upoštevati zlati rek, da lepa beseda vedno lepo mesto najde. Osebno v to nisem prepričana, vsaj ko gre za pokope žrtev komunizma. Kljub milijonom lepih besed, država zanje še vedno ni našla lepega mesta za kulturni pokop. Tako Frančiška Butolo. In v zadnjem pismu mi napiše še tole. Hvala za vaše podpiranje mojih kritik sedanje kulture. Napadam desne stranke in katedralo svobode. Žal, sem biografinja in amaterska spremljevalka politike pri nas že vsaj 60 let. Skoraj vse poznam, veliko vem o njih in preveč sem slišala njihovih pogovorov na lastna ušesa, večinoma po naključju, da bi verjela v njihovo preobrazbo v desničarje, večinoma tik pred volitvami. Nekoga, ki je v samem vrhu katedrale svobode, sem že pred več kot pol stoletja slišala, kako je rekel kolegom, ko so šli iz stavbe pravne fakultete, da bi moral Janša zapustiti politiko, da je storil že vse, kar je bilo potrebno. Zdaj pa je ta človek v vodstvu katedrale, ki naj bi menda pomagala Janši, da bi zmagal na volitvah. Ta človek zdaj nekako nadomešča dr. Franceta Bučarja, vsaj to si on domišlja. Dobro, dr. Bučar je imel v arhivu našega leksikona vsaj 3 biografije. Bil je velika žrtev slovenske partije. Ni je maral, ampak v marsikaj so ga prisilili. Najbolj pa je pomemben zaradi iskanja podpore za osamosvojitev Slovenije v Evropi. Vsekakor pa je bil ambivalenten, vendar inteligenten in se je znal izmuzniti marsikateremu partijskemu ukazu. Kučan ga je nazadnje dobesedno prisilil, da je poljubil roko Jankoviću pred nekimi volitvami, nato pa ga je, prepričanega katolika, ki se je velikokrat uprl partiji, za kazen pokopal v grobnici narodnih herojev. Joj, so pesjanski ti komunisti. Lep pozdrav, Frančiška Butolo. Veliko nam je gospa Frančiška Butolo povedala, pa tudi razjasnila, zato njej, za njeno srce in dušo, še njena pesem, ena od najlepših, in sicer od Rainerja Marija Rilke. Kako držim naj dušo, da se ne dotakne tvoje?
in kako čez tebe povzdignem naj med drugejo stvari. Ah, spravil bi jo rad nekje v temi pri nečem izgubljenem zunaj sebe, na kraju, ki se ne vznemiri, če globina tvoja kdaj zavalovi. In vendar vse, kar se dotakne rok, naj v tesno poveže kakor lok, ki iz dveh strmin prikliče en odmev. Napeta na godalo sva oba. Kateri daljni godec nanj igra? O, sladki spev!